S prizidkom so rešili prostorsko stisko, združili vse oddelke pod eno streho, ohranili, povezali, nadgradili tradicijo kapucinskega samostana s sodobnostjo v novi, svetli in zračni stavbi. Obiskovalci so bili nasploh zelo zadovoljni. Super, to je čisto drugače, kot je prej bilo, ne? Pregledno imaš vse in svetlo in lepo, novo, vse. Malo lažje, ne? Tudi za nas in za delavce, ko bojo tle noter delali, ne? Ponosna sem, da pač v Krškem končno stoji nova knjižnica. Zdajle trenutni vtisi so taki zbegani, ker je vse na novo, veliko prostora, ampak mislim, da recimo naslednji teden, ko bom šla prvič redno v knjižnico, da se bodo ti vtisi spremenili. Nad novimi prostori so navdušeni tudi mlajši bralci. Ja, mi smo zlati bralci in dobili smo povabilo, da pridemo. Pa prišli smo tudi prej, pa smo zlagali te knjige. Meni se zelo, posebej te sobe, ki so posebej polk, zdaj gremo v srednjo in mislim, da bo tla večina časa preživljali. Ja, še posebej, ko bomo prihajali iz šole, pa bolj v teh. Zelo je lepo. Ful veliko knjig pa tako. S prijatelji bomo pač se, učili ali pa kaj. Želim si delati v novi knjižnici in mi je všeč, ker je veliko prostora in bi rad bral kakšno knjigo in da je bilo lepo. Sami smo najbolj veseli, da so lahko naše knjižne police zadihale, da lahko v bistvu zdaj uporabnik si dejansko izbira knjigo, ne, da se skoraj bori s knjižnimi policami. Novi prostori so zdaj dostopni gibalno oviranim, mamicam z dojenčki in tudi slabše slišečim. Nova pridobitev Valvazorjeve knjižnice so namreč prenosne indukcijske zanke. Na voljo pa so še druge novosti. Danes praznujemo, čeprav ni noben državni praznik, ampak mislim, da Mestna občina Krško in vsi obiskovalci naše knjižnice pa smo veseli, da je prišlo do odprtja tega prizidka k kapucinskemu samostanu in srčno upam, da ga bomo z veseljem vsi uporabili. S prizidkom niso dobili le novih prostorov knjižnice, ampak so z njim zagotovili, da bo dolgoročno varovan tudi samostan. Kajti samostan bo ravno tako obnovljen in bo imel potem funkcijo dela knjižnice, predvsem v tistem delu študijskem in pa bolj družabnem. Tako da bomo imeli na eni strani mehkobo starega samostana in drugi strani pa tehnično čistost novega prizidka. Vrednost investicije je znašala dobrih 5 milijonov evrov. Z drugo fazo, ki bo veljala med 3 in 3,5 milijoni evrov in bo zajemala ureditev kapucinskega samostana, pa bodo predvidoma začeli v naslednjem letu.